Končuje se leto 2020. Zelo posebno leto. Leto, ko se je ustavil ves svet. Ustavila se je tudi ljubiteljska kultura in dejavnosti kulturnih društev in skupin. Odpadle so območne pregledne revije in srečanja, regijska in državna srečanja in tekmovanja. V letu 2020 bi praznovali 50 let revije Ciciban poje in pleše in 50 let državnega tekmovanja slovenskih pevskih zborov Naša pesem. Dejavnost ljubiteljske kulture smo prestavili na splet in na daljavo. Razpisali smo fotografske natečaje, slikarsko kolonijo ter spletna izobraževanja. Odziv je bil nepričakovano množičen, kar dokazuje, da ste člani kulturnih društev in skupin željni ustvarjanja in sodelovanja. Zveza kulturnih društev Maribor združuje kulturna društva iz občin Duplek, Hoče - Slivnica, Maribor, Miklavž, Rače - Fram in Starše in je ena najmočnejših regionalnih zvez kulturnih društev v Sloveniji. Poslanstvo zveze je, da s povezanostjo v lokalnem okolju krepi vlogo in pomen kulturnih društev pri širjenju kulturnih vrednosti v družbeni skupnosti. Še posebej na način aktivnega udejstvovanja ljudi v kulturnem ustvarjanju. Država od leta 1997 podpira te dejavnosti preko mreže izpostav Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Zato zveza tesno sodeluje z mariborsko izpostavo sklada pri oblikovanju in izvajanju skupnega programa kulturnih društev. Zveza avtonomno zastopa interese kulturnih društev v lokalni samoupravi in preko članstva v Zvezi kulturnih društev Slovenije tudi na ravni države. Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je profesionalna kulturna mreža v Sloveniji, ki s svojimi programi spodbuja kulturno ustvarjalnost, zagotavlja strokovno in organizacijsko podporo ljubiteljskim kulturnim dejavnostim na področju vse Slovenije in zamejstva. Pri tem se zavzema za ohranjanje in razvoj slovenskega jezika, spodbujanje kulturne raznolikosti, uveljavljanje kulturne vzgoje in izobraževanja v vseh segmentih kulture za vse generacije, povečevanje socialne povezanosti v družbi in za ohranjanje tradicije in spodbujanje sodobnih ustvarjalnih oblik. Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območna izpostava Maribor izvaja skupaj z Zvezo kulturnih društev Maribor skupni program kulturnih društev. V letu 2019 se je v naši produkciji odvilo 107 različnih dogodkov na območni, regijski, državni in mednarodni ravni. Na prireditvah in izobraževanjih je sodelovalo preko 8200 posameznikov, od tega 5300 mlajših od 18 let. Našteli pa smo preko 23 000 obiskovalcev na prireditvah.
Med dogodki, ki jih ni bilo mogoče izpeljati, je tudi tradicionalni dan kulturnih društev v Unionski dvorani Maribor, ki smo ga vsako leto izpeljali v sredini novembra, okoli 17., ko je rojstni dan praznoval naš častni predsednik Janez Karlin. Na dnevu kulturnih društev smo podeljevali gledališka priznanja regijskega selektorja, medalje Janeza Karlina Zveze kulturnih društev Maribor in imenovali častne člane Zveze kulturnih društev Maribor. Častni člani za leto 2020, sprejeti na 16. seji izvršilnega odbora Zveze kulturnih društev Maribor 16. oktobra 2020 so magister Majda Potrata, magister Franci Pivec in gospod Mario Berdič Kodela. Medaljo Zveze kulturnih društev Maribor s priznanjem Janeza Karlina pa prejmeta Nevenka Kovačič in Mojca Zupan Meklič. Častna članica Zveze kulturnih društev Maribor za leto 2020 je magistra Majda Potrata. Je profesorica slovenščine in magistra slovenske književnosti, lektorica, prevajalka in poslanka. V Mariboru je začela učiti leta 1970 in delala v pedagoškem poklicu do leta 2000, ko je bila prvič in nato še večkrat izvoljena za poslanko. Zelo prepoznavno je njeno dolgoletno prizadevanje za slovenščino v javni rabi in posebej v visokem šolstvu. Sem sodi njeno delo v Nacionalni maturitetni komisiji. Aktivna je bila v vodstvu slavističnega društva in pri urejanju strokovnega časopisja. V Mariboru se je izpostavila v javnih funkcijah v kulturi, kot je odbor Glazarjevih nagrad, svet Lutkovnega gledališča in svet Mariborske knjižnice. Bila je pobudnica in vodja kulturnih dejavnosti na srednjih šolah in na pedagoški akademiji, kjer je predavala. Pela je pri mešanem pevskem zboru Angel Besednjak pod vodstvom magistra Ivana Vrbančiča in tudi sedaj še poje v ženskem pevskem zboru Nove kreditne banke Maribor. Mariborska kulturna javnost jo še posebej pozna po vodenju dolgih serij kulturniških pogovorov, najprej pri Štajercu in zadnja leta v Spominjanjih. Nepogrešljiva je pri organizaciji srečanj ob dnevu Primoža Trubarja. Po odhodu iz politike je članica vodstva Zveze kulturnih društev Maribor. Častni član Zveze kulturnih društev Maribor za leto 2020, magister Franci Pivec, je filozof in sociolog ter magister informacijskih znanosti. Strokovno se posveča informacijski etiki in kulturologiji, še posebej knjižničarstvu, zborovstvu, amaterizmu, kulturni vzgoji in mnogim drugim področjem. O tem je objavil več člankov. V mariborskem kulturnem in društvenem dogajanju je prisoten od leta 1970, ko je bil povabljen v skupino za pripravo ustanovitve Mariborske univerze. Odtlej je sodeloval v skupini Alternativa za prenovo Lenta, pri Borštnikovem srečanju, zasnovi Narodnega doma, Štuka, študentske komune, Karantene. Bil je član svetov skoraj vseh kulturnih zavodov v mestu. Koordiniral je delo pri pripravi Mariborskega programa kulture 2015-2020. Na področju društvene kulture je prisoten od leta 1957. Je član številnih kulturnih društev, krovno zvezo, Zvezo kulturnih društev Slovenije, je vodil 5 let, Mariborsko zvezo kulturnih društev pa 22 let.
Sodeloval je pri mnogih kulturnih projektih, kot so Naša pesem, mednarodno zborovsko tekmovanje Galus Maribor, je idejni vodja Vseslovenske kulturne šole, Majstrovega pohoda, Spominjan, Svetovnega dneva zborovstva ter Dneva kulturnih društev Zveze kulturnih društev Maribor. Častni član Zveze kulturnih društev Maribor za leto 2020 je Mario Berdič-Kodela. Mario Berdič-Kodela se kot samostojni delavec v kulturi pojavlja kot likovni kritik, kustos in soorganizator razstav. Je povezovalni člen med likovnimi umetniki, soorganizator likovnih srečanj in razstav doma ter v tujini. Sodeloval je pri več kot 1000 samostojnih in skupinskih razstavah. Je nepogrešljiv član mariborske kulturno-umetniške scene. S svojim neutrudnim osebnim angažmajem kot likovni kritik spodbuja razvijanje estetskega zaznavanja, doživljanja in prepoznavanja te vrste umetnosti. Leta 2017 je za svoje prepoznavno delo prejel Glazerjevo listino. Mario Berdič-Kodela je nepogrešljivi sodelavec na razstaviščih Rudolfa in Karlinije ter na drugih razstaviščih kulturnih društev in posameznikov. Prejemnica medalje Zveze kulturnih društev Maribor s priznanjem Janeza Karlina za leto 2020, Mojca Zupan Meglič, je vsem dobro poznana po svojem igranju na lovski rog. Pri pohorskih rogistih je aktivna več kot 30 let. Z lovskim rogom se je prvič srečala v otroštvu iz same radovednosti, kajti oče Branko Zupan je bil ustanovni član pohorskih rogistov. Od vsakdanjih vaj je tudi Mojca dobivala veliko zanimanje po lovskem rogu. Pri 11 letih in po komaj 6 mesecih vaj in učenja skladb je leta 1989 prvič nastopila s pohorskimi rogisti na srečanju lovskih rogistov na Bledu. Igranje trobila je tako priraslo k srcu, da je naredila nižjo glasbeno šolo, smer trobenta. Med letom 1998 in 2002 je igrala drugi kornet v pihalnem orkestru Impol v Slovenski Bistrici pod vodstvom Zmaga Tkavca. Leta 2005 se je udeležila s pohorskimi rogisti tekmovanja v Vojniku, kjer so osvojili prvo mesto. Istega leta je prevzela mesto vodje pohorskih rogistov, katero ima vse do danes. Leta 2010 so se udeležili tekmovanja na Madžarskem v mestu Pečo, kjer so v skupinski kategoriji osvojili zlato medaljo. V posamični kategoriji solist pa je osvojila zlato medaljo. Za 30 let delovanja na kulturnem področju je prejela Galusovo priznanje ter srebrno priznanje lovske kulture Slovenije. Mojca Zupan Meglič s pohorskimi rogisti redno nastopa na vseh kulturnih prireditvah v Hočah in skrbi, da to vrstno igranje ne bo zamrlo. Tako s svojim predanim volonterskim delom v kulturnem prostoru izjemno prispeva k razvoju kulturnega življenja v občini Hoče - Slivnica. Prejemnica medalje Zveze kulturnih društev Maribor s priznanjem Janeza Karlina za leto 2020 je Neva Kovačič. Zapisana je folklori že od mladih nog. Že kot 11-letna deklica je sodelovala v folklorni skupini DPD Svoboda Bistrica pri Ivanki Praprotnik. Kot drugo gimnazijka se je pri 16 letih pridružila KUD-u Študent, kjer je aktivno plesala 10 let. S folklorno skupino Študent je prepotovala velik del sveta in preživela najlepša leta mladosti. Tam je 2 leti poučevala začetno skupino kot strokovni vodja. Bila je ustanoviteljica in prva 3 leta strokovni vodja folklorne skupine KUD Franc Ilec Loka Rošnja. Leta 1987 je bila skupaj s takratnim sodelavcem mestne ZKO Maribor, Vladimirjem Rokavino in KUD-om Študent idejni in izvedbeni vodja folklornega festivala Folk Arta, ki ga je potem prevzel Narodni dom Maribor. Leta 1999 si je zamislila otroški folk art, mednarodni otroški folklorni festival in ga uspešno izvaja že 22 let.
Neva Kovačič deluje na Javnem skladu za kulturne dejavnosti kot svetovalka za folklorno dejavnost in je predana svojemu delu z dušo in srcem. Vsako leto je Dan kulturnih društev Zveze kulturnih društev Maribor in Javnega sklada za kulturne dejavnosti Maribor tematsko zasnovan. Obeležili smo ga s primorskim in prekmurskim večerom ter društvi z visokimi jubileji. V letošnjem letu sta visok življenjski jubilej praznovala dva vidnejša mariborska kulturna ustvarjalca, Tone Partljič in Tine Varl. Zato smo želeli Dan kulturnih društev posvetiti njunemu bogatemu kulturnemu življenjskemu opusu. Tone Partljič je pisatelj, dramatik, scenarist, učitelj in politik, ki so ga zasluženo doletele najvišje časti, katere Slovenija podeljuje umetnikom. Ob Prešernovi nagradi za življenjsko delo so zapisali, da jo je prejel za izjemen literarni opus, v katerem se izkaže kot pretanjen kronist slovenske stvarnosti, ki je dal vsestranski prispevek k slovenski kulturi. Odločilno je zaznamoval slovensko literaturo in gledališko dogajanje v zadnjega pol stoletja. Njegove komedije pa so nesporen vrh umetniškega ustvarjanja na tem področju. Za slovenska kulturna društva pa je Partljič prvič najpogosteje izvajan avtor na naših odrih. Drugič, vedno voljan podeliti svojo pametno in zanimivo besedo tako z otroci kot upokojenci na vseh koncih države. In tretjič, ob vsem tem je v Pekrah že dolga leta umetniški vodja ene naših najbolj živih dramskih družin v Sloveniji. Njegova vez za amatersko kulturo je trajna in odkritosrčna, kar nam je v veliko veselje in v izjemno spodbudo. Tine Varl je bil legendarni tajnik ZKO Maribor. S svojo iniciativnostjo in inovativnostjo je daleč presegal mero, ki bi zadoščala službeni obveznosti. Na svojih ramenih je desetletja nosil pomemben del kulturnega dogajanja v mariborski regiji. Zasnoval je prireditve, ki so postale tradicionalne in še zmeraj predstavljajo model, kako prikazati ustvarjalnost naših kulturnih društev. Omeniti velja revijo Ciciban poje in pleše, državno zborovsko tekmovanje Naša pesem ter festival Kurirček. Tine Varl je pustil neizbrisen pečat na področju gledališča in lutkarstva. Režiral je lutkovne predstave v profesionalnih kulturnih gledališčih Slovenije, Hrvaške in Avstrije ter številne predstave v ljubiteljskih lutkovnih gledaliških skupinah ter produkcije za Televizijo Slovenija in ORF. Posebej je bil dejaven v zamejstvu pri lutkovnih skupinah koroških Slovencev, kjer je vodil tudi mnoge seminarje in delavnice. Za svoje delovanje je prejel številne nagrade in priznanja, med drugimi tudi zlato plaketo JSKD, Glazerjevo nagrado in Klemenčičevo nagrado za življenjsko delo ter zlati znak za zasluge Republike Avstrije. Dan kulturnih društev 2020 s podelitvami priznanj bomo izpeljali takoj, ko bo to mogoče. V letu 2021 vam Javni sklad za kulturne dejavnosti Maribor in Zveza kulturnih društev Maribor želita obilo zdravja in osebne sreče, ter da bi društvena ljubiteljska kultura ponovno zadihala s polnimi pljuči v vsej svoji ustvarjalni produkciji. Srečno!